Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Danes je z mano posebna gostja in skupaj bova pogledali v utrinek številka 15. Pohvali se lahko že z 20 let delovanja v poslovnem svetu. Šla je tudi čez svojo preizkušnjo, kjer je v nekem trenutku mogla nehati skrbeti samo za druge in postaviti sebe na svoje mesto. Zgodilo se je tudi na tak način, da je ustavilo telo. Povedala bo svoj pogled na naš današnji utrinek z naslovom Zaupajmo. Danes za svojim znanjem in izkušnjem pomaga drugim kot coachinja, mentorica in predavateljica. Moja srčna dama, Armina, iskreno dobrodošla. Hvala, Rebeka. Lep pozdrav vsem. Hvala, Rebeka, za povabilo. Z veseljem. No, pa poglejmo. Zaupajmo. Zaupajmo si, da zmoremo priti do uspeha. Ugotovimo, kaj nas veseli. Naredimo si načrt za našo pot k uspehu. Postavimo si cilj. Prisluhnimo sebi in se ne oziramo na govorice. Delujemo z vso močjo. Ne obupajmo. Delujmo naprej. Ponosno stopimo čez ciljno črto. Delimo znanje in izkušnje z ostalimi. Če najprej povem za svojimi besedami, kako jaz vidim tale utrinek. Zaupam. Zaupam si, da zmorem priti do uspeha. V življenju sem šla čez mnoge preizkušnje, kjer sem si zadala cilj, verjela sem, da bom prišla do uspeha na koncu, do ciljne črte, včasih malo po drugačni poti, ampak danes lahko rečem, da je prav pot tista, ki me bogati. Če povem mogoče prav primer iz prebiranja utrinkov iz rokovnika, na začetku je bila moja želja, da kakšen utrinek delim naprej, preberem, povem s svojimi besedami. Spontano je prišlo do ideje, da povabim še koga, ki z mano deli utrinek na svoj način, svojim pogledom, svojimi besedami, znanjem in izkušnjem. In tako lahko rečem, da še vedno imam cilj, da podelim z vami vseh 27 utrinkov. Ampak s tem, ko je z mano tudi gostja, srčna dama, vem, da lahko dam več. Na svoji poti sem ugotovila, kaj me veseli. Kar nekaj let sem iskala sebe, kaj je tisto, kar me bogati, kje jaz živim z polnim delovanjem srca in telesa. Iskala sem svojo pot. Na koncu sem spoznala, da želim vse svoje pridobljeno znanje in izkušnje povezati in narediti nekaj dobrega in seveda, da lahko to tudi delim naprej. Naredila sem si načrt za svojo pot. Seveda, včasih se je ta načrt tudi prilagodil, kakšen mogoče pa je tudi na poti se prekinil, saj se je pokazala neka nova verzija. Vedno si postavim nekšen cilj, ampak resnično gledam, da vedno pride iz srca. Naučila sem se z leti prisluhniti sebi. Naučila sem se prisluhniti svojemu telesu. In menim, da je to tisto največje bogastvo, ki sem ga podarila sebi in tudi moji družini, saj s tem, ko sem jaz pozorna, kaj meni sporoča telo, tudi njih učim na posamezne znake telesne govorice. Delujem z vso močjo. Ja, res z prepričanjem, vero in ljubeznijo do tega, kar delam. Je pa res, da pri tej kreativni poti delovanju si vzamem včasih tudi kakšen trenutek, določene stvari ustavim, primer, če imam kakšen izziv, kakšno novo nalogo,
naredim načrt, potem pa pustim kakšen dan, dva, da premislim, kako to izpeljem. Ne obupam. Ja, to pa vsi tisti, ki me poznate, veste, da drži, ker se mi zdi, da vsaka pot, vsaka preizkušnja, ki mi pride na pot, ima svoj namen, svoje sporočilo in ne obupam. Tudi ko sem razočarana, ko sem mogoče kdaj presenečena nad kako osebo, ki jo vidim kot srčno, na koncu spoznam, da le ni bila tako iskrena, se ustavim, preučim, kaj je tisto, kar mene boli, da dam to ven, ampak ne zaprem srce naslednjemu, ki mi pride na pot. Delujem naprej, po stopnicah našega življenja naprej. Ponosno stopam čez ciljno črto. Resnično z leti sem spoznala, da se vsakega trenutka, vsakega uspeha zelo veselim. Delim znanje in izkušnje tudi z ostalim. Všeč mi je, da vse pridobljeno znanje, izkušnje, da povezujemo, da se kot mi, kot osebe povezujemo in si pomagamo. Ker mogoče prav naše besede, naša izkušnja določen dan nekomu pomaga, pokaže neko svetlo luč na drugi strani. Zato, če povzamem, zaupajmo si, da je naša pot, naša srčna pot res vedno tista prava. In če pogledamo z vidika Armine, kako je sebi zaupala in postavila na svoje prvo mesto. Izvoli, povej nam svojo zgodbo. Nekje leta 2016, glede na to, da sem podjetnica že več kot 20 let, sem imela čisto vse izkušnje, od vodje, od direktorice, šefice, potem si v nabavi, na kadrovski, v marketingu, pač kot hobotnica imaš občutek oziroma misliš, je nekako, bom rekla, te misli, ta prepričanje prikrojena, a ne, v našo podzavest, da mi to vse moramo, poleg tega biti še mama, partnerka ali pa soproga, kakorkoli, in v nekem pač trenutku pride do tega, da telo reče, zdaj pa ne morem več. Vmes sicer vsi dobimo neke signale, a ne morem, in tisti trenutek, ko si malo bolan, nekaj dni, pa se potem počutiš bolje, že avtomatično, kot tisti hrčki, smo že notri v podganji dirki in že delamo ponovno eno in isto. Sploh si ne dovolimo tudi odležati tako, kot je treba, spočiti in tako dalje. In ko ima enkrat telo dovolj, ima dovolj, in meni je to pokazalo v letu 2016, in takrat sem dejansko res obležala za 3 mesece. Zakaj? Zato, ker sem bila za vsakogar, za vse sem mislila, da moram jaz narediti, ampak ko sem iskala odgovore, zakaj se mi to zgodilo, je bilo ravno zato, ker sem za vse in za vsakogar vse naredila, zase pa ne. Ker dejansko moja banka, če sebe vzamem kot banko, jaz sem vedno samo dvigovala, depozitov pa ni bilo. In potem pač enkrat pride pač do tega bankrota. V tistem času, ko sem bila bolna, moram reči, da je bilo to res največje darilo mojega življenja. To sigurno vsak, kdor je pač zbolel, pa našel se potem izšel iz tistega občutka žrtve v zmagovalca, vsak je hvaležen za vsako tako izkušnjo. Tudi če sedaj pogledam, nisem imela ne raka, ni nič takega, tako da tisto, kar sem obležala 3 mesece, je nič proti vsemu celemu življenju, kar me dejansko čaka. Kaj bi želela tu povedati, to, da normalno v tistem trenutku se najdeš kot žrtev, ni ti jasno, kaj se ti dogaja, zakaj se ti to zgodilo. Ampak jaz sem že sama po sebi en tak borc, znotraj mene kar nekaj takole kriči, dvigam se, daj malo gotovi, zakaj se ti te stvari dogajajo, kaj je bilo. In takrat sem šla v raziskovanje sebe in bom rekla na to svojo duhovno pot, raziskovanja prav notranjosti sebe, zakaj tako čutim, kaj so čustva, kaj so misli, prepričanja, vzorci in tako dalje, kako se odzovem na določene situacije. Mi je že v bistvu sama okolica, ker sem imela kar normalno kot podjetnik, imaš ogromno situacij, ker se lahko ti zelo jasno pokaže, na kakšen način razmišljaš, katere strahove imaš, katere prepričanja imaš, potencirano je bilo pri podjetništvu. Tako da na ta način sem potem iz te
oblike žrtve, iskala, kako naj se umirim, a ne, kaj in recimo prve stvari, ker so meni pomagale, mogoče, če bodo še komu drugemu, so absolutno ta glasba na različnih frekvencah, ki te umirja, ki si kar zaplavaš z mislimi. In recimo nekje moja jutranja frekvenca je malo čez 400, 423, tam tistih megahercev, 500 lahko tudi še, ampak vse ostale mi je malo premočno. Naslednja stvar, ki mi je pomagala, a veš, Rebeka, ko ti recimo vpišeš, a ne, v Google, a ne, v iskalnik ali pa na YouTube, a ne, dejansko recimo glasba za meditacijo. Danes sem zelo hvaležna v bistvu tem Googlovim piškotkom, ker na osnovi vsega tega, kar ti vpišeš, ti on pošilja relevantno vsebino. In na ta način mi je bilo predstavljeno, v bistvu so mi bili predstavljeni Wayne Dyer, Wayne Dyer pa recimo Neale Donald Walsch sta moja absolutna najljubša avtorja, a ne. Obožujem njihove knjige in misli in YouTube posnetke in vse. In ravno od Neale Donald Walscha ta Pogovori z Bogom, prvi del, v tem delu sem dobila res tiste osnovne vprašanja, kdo dejansko sem, ker jaz nikdar nisem bila povezana z religijo, a ne. Drugače pa starši pa to, sem muslimanka, a ne, ampak nikdar pa z religijo na ta način. Ampak duhovnost me je tako potegnila, da sem šla v iskanje same sebe, kdo dejansko sem, in tam potem spoznaš, kako močno biti si, kako zmoreš, kako je bilo le vse ostalo, bom rekla, priučeno, ali strani sistema, ali strani recimo staršev, ki niso znali drugače, ne da jih človek bremeni, ampak zdaj smo pa mi odrasle osebe in jaz ne morem obremenjevati svojih staršev in jih obtoževati, lahko samo razumem. In če razumem in kadar razumem, pomeni, da nimam kaj odpuščati, ker ona dva, oziroma tudi vsaka oseba, ki vstopi v moje življenje, pa se jaz mogoče ne strinjam z njegovim odzivom, reakcijo ali pač karkoli, a ne, je oseba, ki naredi v danem trenutku najbolje, kar zna. In ko sem to dejansko spoznala, sem imela, v bistvu mi je bilo precej lažje razumeti starše, razumeti njun zakon, razumeti sebe, razumeti vse ostale. In dejansko tako sem razmišljala, nisem Superman, ne potrebujem ruzakov ostalih oseb, ker to so njihove odločitve, njihov način življenja. Jaz sem pa želela na drug način. Tako da iz tega bi rada sam povedala, da dajte poslušati svoje čustva. Čustva so nam dana, zato je naš navigacijski sistem. Dan nam je položen v zibelko. In še kot otrok v bistvu znamo poslušati čustva. Ampak potem se nam pač zgodi življenje, začnemo hoditi. Recimo, mi smo bili predšolski otroci, takrat je bilo še predšolsko, vrtec, potem, a ne, prvi razred in tako dalje, in potem se ne smeš to, pa to lahko, pa a ne, je več teh, bom rekla, narekovaju vzgojnih, pa nek način negativnih, če lahko tako rečem, besed in učnih lekcij, in na ta način mi dobimo neko sliko sveta, ki dejansko ni nujno, da je taka. In se oblikujemo v neke osebe, kjer smo navajeni hoditi čez svoje čustva, ker smo navajeni gledati in poslušati okolico, zato da bi ugajali, ker so nas učili, da ugajamo drugim in ne sebi. Naučeni smo, da tekmujemo, namesto da bi sodelovali. Priučeni smo na te tudi razlike, bodisi da so to verske, bodisi da so to, ne vem, kako kdo govori, kakšno barvo kože ima, kako se oblači in tako dalje. In te stvari je treba res iz širine, iz perspektive pogledati, ker dejansko smo res vsi eno. Ker in ti in jaz in vsak, kdorkoli naj bo gledal, ima enake želje, biti srečen, zadovoljen, da so mu otroci v redu, da ima finančno varnost, da je zdrav, a ni pa, da ima pač ta svoj notranji mir. In iz tega deluje. Kaj bi še rada, v bistvu, zdaj nisem odprla tvojega rokovnika, ampak malo po spominu. Dejansko bi rada še to povedala, da je to proces. Od danes do jutri ne gre. Ampak dajte začeti z nekimi malimi stvarmi, ker se vi odločite sebe postaviti na prvo mesto. Naprimer, mene je Rebeka prejšnji teden, en čisti primer, je rekla, kdaj se lahko dobiva, pa nisva mogla se uskladiti za tisti določen dan. Ona je imela potem obveznosti tisto uro, ki je meni nekako ustrezala, kadar sem pa jaz pač tisto trenutek, ki bi jaz lahko, pa Rebeka ni mogla. Ampak tukaj se gre v bistvu, da razumeva drugo
in bo že prišel pravi trenutek. Ne morem pa jaz ali pa Rebeka razmišljati, kako je sebična v narekovaju. Mi zelo hitro znamo dati etiketo nekomu, a ne? Kako je nekdo lahko sebičen, ker ne deluje na ta način, kot jaz hočem. Ali pa obratna situacija, ko smo navajeni drugim osebam dajati, in potem, ko poskrbiš zase, deluješ sebično. Ampak ne razmišljamo pa o tem, da pa oseba na drugi strani pa dejansko, a ona pa potem ni sebična, če zahteva od mene, da se jaz obnašam, kot ona želi, ali on. Ne? In to želim povedati, da to so take, bom rekla, velike, na nek način enostavne stvari, ampak ko jih ozavestiš, ti je precej lažji. In moraš razumeti tudi, da je to proces. In da razumeš samo eno poved. Recimo, moja najljubša poved je, ko sem jaz dejansko dojela, da se vse dogaja zame in ne meni. Pomeni zame. Ok, to pomeni, da se midve prejšnji teden nismo mogli dobiti, se je delalo zame, enako tudi zate. Današnja tema, zaupaj. Krasna tema. Super. Vse se dogaja zame. Vse se dogaja z razlogom in jaz tudi tako rečem, takrat, ko je pravi čas, se najni termini, se pravi, kjer si ti prosta na razpolago in se bojo uskladili. In res sem vesela, da smo prav v tem zaupajmo, ker jaz se spomnim moje poti, kako sem začela. Začela sem, to sem tudi že večkrat povedala, se pravi, kontrolirati svoje misli, ko sem ugotovila, da imam v glavi avtocesto misli in da dejansko moja glava od tega vsega ne more procesirati. Tisti večer sem jokala, ker sem rekla, kaj se zdaj z mano dogaja. In ko potem greš čez proces, kdo sem, kaj čutim, kaj pravi moje telo. Se pravi, ne samo to na zunaj, to notranjo stanje, iskanje sebe. Ni enostavno, ni hitro, ni čez noč, ampak prinaša pa največje darove. Zato, ker tako, kot si že rekla, odlagamo nahrbtnike, ki niso naši. Včasih se sekiramo za nekoga in ja, saj prav, da mu besedno pomagamo, pa stojimo ob strani, ampak ne rabimo pa te bolečine nase dati. Se pravi, pomagamo mu v tistem trenutku, potem pa to sčistimo iz sebe, ker res v najboljši verziji sebe smo, ko smo sami v tem, tako pravijo, ko kar lahko krog naredimo z rokami v svojem biopolju, da se naučimo zapirati biopolje, ker mi, če imamo to vse odprto, bomo zjutraj se zbudili spočiti, zvečer bomo utrujeni. Tako da to delovanje na sebi je včasih težko povedati, utemeljiti z nekimi znanstvenimi dokazi. Jaz mislim, da to vsak mora najbolj na sebi preveriti, kaj pri njem deluje, kdaj se počuti dobro, se pravi, kako se naučiti spremljati svoje počutje in res, kot si omenila, brez zamer. Če nekdo v tisti trenutek ne more, nič hudega, bo pa naslednjič, bo že pravi čas. Se pravi, da ne zgubljamo neke svojega energije, v svoje možgane ne podajamo negativnih mislih, besed. Ne potrebujemo tega. Zato, če delujemo iz srca, verjamem, da nam res pravi ljudje prihajajo na pot. In jaz tako, ko gledam, si mislim, prav res sem hvaležna, ker toliko srčnih ljudi vas poznam, da si rečem, kaj čem več? In to je tisto, ko za svojim delovanjem, za svojo mirnostjo, za svojo srečo delimo to naprej, predvsem svoji družini, da pokažemo, da se da, da svojim otrokom pokažemo, da ko sledimo sebi, svojemu srcu, da mi žarimo. In žarimo navznoter in navzven. Tudi sama sem šla čez bolečine po telesih in ugotavljala, kaj se dogaja. Diagnoze nisem imela postavljene, bila sem pri več specialistih in potem sem rekla, kaj naj zdaj naredim. Sem šla sama, takrat v bolečini, kaj se dogaja, zakaj me boli, zakaj me enkrat boli ena roka, zakaj enkrat obe, zakaj enkrat še obe nogi. Se pravi, ta proces tistega, kjer je res naložba za nas, da pogledamo v sebe in si zaupamo. In ko mi te nahrbtnike, neke stvari, se pravi, ki jih ne rabimo več v telesu, damo ven, gremo lahkotnejši naprej. In gremo stopnico višje, tam imamo pa višji razgled. Tako da res se splača
zaupati sebi, mogoče komu, ki ga imate ob sebi, ki je že dal določene izkušnje oziroma ki veliko o teh stvarih ve, vam prisluhne na vse načine. Ko včasih kdo reče, joj, kaj sem sanjal. Ja, saj mogoče lahko tudi pogledamo, kaj se dogaja čez sanje, pa da si prisluhnemo in pomagamo. Ker telo vsakemu na nek svoj način sporoča, kaj se dogaja. In da se mi zbudimo, zjutraj odpremo oči in srečni in zadovoljni, tudi če imamo zahteven dan, nič hudega, ne bo nam težko. Ne bo nam težko iti v stik z ljudmi, ker smo mi tisti, ki smo notranje zadovoljni. In če bo nekdo nasproti nas, mogoče ne v najboljši volji tisti dan, mu dovolimo to, ker tudi on ima lahko slab dan. Ne smemo to jemati nase, ne smemo reči, kaj sem jaz naredil narobe. Ne, dovolimo iti. Na ta način, ko se v bistvu že z neko jutranjo rutino, dajmo reči, kalibriraš, naštelaš, če lahko to uporabim besedo, si daš priložnost živeti tak dan, kakršnega si želiš. A ne? Tukaj bi rada, evo, če mi samo še dovoliš 2 stvari, ki sem dobila utrinek, pa sem si malo zapisala, ko si rekla, da je, ko vplivamo v bistvu na otroke pa na vse. Jaz si to tako predstavljam, glede na to, da smo več kot 85% same vode in vsa čustva v nas vibrirajo. To pomeni, da nas nekako, dajmo reči, da se tresejo. Jaz sem pač vizualni človek in nekako moram se tako predstavljati. In zdaj si pa predstavljate, da strah, že veste, kako ga čutite, vas oblije pot, ne vem, mišice ne delujejo, deluje samo od strahu, recimo reptilni del, ki je samo za beg in boj in si vas tak, v bistvu mogoče tudi sline nimaš v ustih in tako dalje. Potem to je na najnižji lestvici strah, a ne od čustev, strah, nemoč. Potem imaš pa radost, čisto veselje, radost, ki je pa na najvišji, to je dejansko to, kar mi smo, pa tudi znaš opisati, imaš te metuljčke v trebuhu, bi te kar raznesli, to tudi vsi znamo, ampak dejstvo pa je, da imamo pa še celo paleto čustev, kot so dvom, ljubosumje, pa ne vem, kaj bi še rekla sedaj, pa recimo, če bi kjerga vprašala, kako se počutiš, ko občutiš dvom. Zelo malo oseb zna opisati, vključno z mano, kako se počutim, kaj sem čudno, ne vem. Ampak dejstvo pa je, da vsa čustva znotraj nas vibrirajo, vsa čustva naše telo zabeleži. In mi, v bistvu, jaz si to tako predstavljam, potem to naše čustvovanje takole, si predstavljam kot neke valove in najprej udarijo v bistvu v partnerja, doma, v ožji krog, na otroke, in potem recimo na sodelavce, na delavce, kakorkoli pa če nekdo delodajalec, njegove zaposlene, mogoče na očeta mamo, potem že malo blažji val. Kaj si pa potrebno tu zapomniti? 2 stvari. Prvič, da ta prvi val udari najprej v vas, ta tsunami se zgodi v tebi, znotraj tebe, to pomeni to delovanje, in potem deluje na vse ostalo. In deluje, druga stvar, kar pa je, deluje pozitiva in negativa. In je zelo pomembno, da veš, kako ti trenutek čustvuješ, kako se počutiš, ker to oddajaš, pri svojemu telesu in potem okolici. To je ena stvar, ki sem si jo zabeležila. Druga stvar, ki bi pa priporočala, je pa, da vsak razmisli, ali pa si večkrat na dan vpraša, kako sem jaz danes lahko usklajen ali pa usklajena. Kaj zdaj to pomeni? Pomeni, da si počutiš dobro. In kadar imaš neke take misli z nizko vibracijo, pomeni slabe misli, negativne misli, se vprašaj, kaj jaz v tem trenutku lahko naredim. Ker biti usklajen sam s sabo pomeni biti zadovoljen, radosten. Če to pomeni, grem razmišljati, kaj jaz v tem trenutku lahko naredim zase, da se bom bolje počutila. A to pomeni, da grem na sprehod, a to pomeni, da bom začela razmišljati v tem trenutku, zakaj sem hvaležna. Ali to pomeni, da grem, ne vem, da imam živalco, psa, mucko, karkoli imate, da se bom malo poigrala. Imamo otroke, grem nekaj pojesti, ni pomembno, prebrati knjigo, meditacijo, karkoli. In to pomeni biti usklajen. Kaj v tistem trenutku lahko naredim, da se bom počutila bolje. In ko boste enkrat začutili, ko boste videli na teh malih stvarih, na teh malih utrinkih, da vam to uspeva, vam bo to vse slajše in slajše in boste tako na začetku je delo, potem se pa navadiš, da ti ta usklajenost v dnevu bolj paše, kot biti neusklajen. In na ta način je to proces,
in se boste veliko bolje počutili. Evo, to sem res želela še povedati, ker je zelo pomembno. To so take male vajice. Ja, super. Saj že tako, če pogledamo, ne, če smo mi z nasmehom, pa da nekaj gremo delati, se pravi, okej, gremo, ne. Če smo pa mi najprej v neke žalosti, v tožnosti, se pravi, se moramo najprej, ne vem, koliko energije rabimo, da se dvignemo, pa gremo pa naprej, ne. Ampak saj čisto realno, če pogledamo, vsak od nas ima dobre in slabe dni. Ampak vedeti, da smo pa mi tisti, ki imamo moč, ko pa včasih rečemo, ne, dosti. Zdaj pa teh misli ne dovolim več, ne, v tem smislu, da gre stran. Saj na začetku je to, da se kdaj spomnimo, da grejo stran, potem nam pa se mi zdi, da kar v rutino pride, da to pa mi ne dovolimo. Ali pa v neke negativne zgodbe pa komentarje. Me ne zanima, to ni moja pot, ne. Tako, se pravi, da mogoče se tudi ne vpletamo v ene stvari, ki niso naše, ker konec koncev samo energijo izgubljamo. Da ne bomo midve pozabili v karte pogledati. A ja, tudi karte imava, to pa ni. Ja, in jaz sem, da se malo povežem z njimi, tako malo v tišini, potem te bom pa prosila, da mi boš rekla stop. Stop. Tista, ko ostane na vrhu. Evo. To je današnja karta, ki ima naslov Dotik zaklada. Sporočilo karte je sreča in uspeh. Govori pa o tem, če dobro pogledamo to fotografijo, je, kot da bi gledali skozi okno, skozi neke rešetke, da karta sporoča po sliki, da včasih je res fajn, da se od določenih zgodb umaknemo in jih gledamo samo iz razdalje. In prav to, da delujemo le kot opazovalec, nam lahko prinese srečo in uspeh. Kot bi rekli, nek dotik zaklada, kjer delujemo iz modrosti, iz našega notranjega zaklada in obdržimo tisto energijo zase. Bom pa samo še sporočilo karte prebrala. Kaj ti prinaša srečo in uspeh? Kaj pogrešaš? Poišči odgovore. V tem trenutku ne sprejemaj prehitrih odločitev. Izkušnja pred tabo se te je dotaknila. Mogoče malo preveč? Stopi korak nazaj in le spremljaj nadaljevanje zgodbe. Ta trenutek le opazuj. Videl boš zgodbo z druge perspektive. Te besede so pa namenjene tudi v tej zgodbi naši osebni. Če se nam zgodi, da se moramo kakšno stvar na hitro odločiti, je mogoče včasih vseeno fajn, da si vzamemo kakšen trenutek. Pol ure, uro, koliko seveda nam je na voljo, če je le možno, da to odločitev, sprejemanje končnega odgovora prespimo in se potem naslednji dan odločimo, ker bomo sigurno stvar pogledali tudi malo drugačne perspektive. Tako da, kaj bi pa ti rekla, kaj tebi tale fotografija predstavlja? Jaz bom tako mogoče z eno povedjo povedala, da je to čisto vse v tebi. In je to naš namen in zato smo tu, da to poiščemo. Ko bomo poiskali to notranjo moč in ta zaklad in ta uspeh, nam potem tudi mnenje druge osebe ne bo pomembno, da bomo res vzeli kot mnenje, bomo samo spoznali, da je pač to oseba, bom rekla, na tisti stopnji, ti si malo na drugi, vsaka stopnja je okej, vsaka stopnja je prav. In ko spoznaš enkrat to svojo notranjo moč, ko stojiš v tistem svojem stebru, ko točno veš, kdo si v toni in je okej. Kar pa ne pomeni, kot pa rekla, moram pa reči, da ne bo zdaj izgledalo, da živimo v oblakih. Sigurno imamo vsi, kdor pač se s takimi stvarmi ukvarja, tudi slab dan, naletiš na kakšno osebo, ampak kaj je pa prednost vsega tega? Ne vzameš vsega osebno. Tudi če vzameš kakšno stvar, hitreje predelaš, razmišljaš, kaj naj se naučim iz tega, zakaj mi je ta oseba stopila v moje življenje.
kaj še naj bi jaz predelala, ker dejansko to tako je. Zato ti pa pride v življenje kot angel, kot nek tvoj učitelj, a ne. Tako da hitreje mi to vse skupaj predelamo. Zato je tudi dobro. Ne pomeni, da si v oblakih. Življenje teče, življenje je živa stvar in ravno tako se zgodijo neke situacije, za katere jaz nisem na začetku mislila, da niso zame. Potem pa ugotovim, da se itak dejansko dogaja zame. In hitreje vidim rešitev. To je razlika. A ne? Ja, super. Potem pa dajva zaključiti na tak način. Poiščimo moč v nas, da jo živimo, da nas razvaja, da res občutimo tisti zaklad, živimo v stebru stabilno, da si ne dovolimo nekih preveč odmikov od dobrega razpoloženja. In zaupajmo sebi, svojim odločitvam in verjemimo, da je naša pot res tista prava. Tako da, medve se poslavljava, se vidimo čez en teden v utrinku številka 16. Rečemo še adijo. Hvala, ker ste bili z nami. Adijo, adijo. Adijo. Hvala, Armina. Ja, hvala tebi, Rebeka.